in ni razprekanja. Prosim. Tako pa kar prepuščam besedo. Lepo pozdravljeni v mojem imenu. 2 leti, mislim, približno, kar sem na zadnje tukaj sedel in mislim, da sem na koncu eno obljubo dal. To je, da se bo vsem plača dvigala na konec tistega leta 24, pa če si damo še 1 leto dodatka, bi najprej preveril, ne dvigne roke tisti, ki se mu v zadnjih 2 letih plača ni dvignila. Ena oseba? Dobro. A ste zaposleni od 1.1. tega leta naprej ali že prej? No, potem, čeprav smo se delodajalci zelo borili, božičnico ste vseeno dobili, tako da tudi to nam je ratalo. Obljubljam, da tisti, ki boste ostali do konca, da vam izdam še eno skrivnost na koncu, tako da z uvodoma pa dam samo 3 številke. 1240, 1050 pa 850. Na koncu vam pa povem, kaj to je, oziroma če mi pa kdo pomaga razbrati, kaj so te 3 številke, pa toliko boljše, mislim, da bo vsem skupaj lažje, če bomo se zavedali teh številk. Tukaj sicer nekoliko odmeva, upam, da pri vas ne, če pa je v redu, tako odlično bom potrpel sam sebe. Metka, dobrodošla tukaj med nami, zdaj dvoboj bi bil možen pred 3-4 leti z moje strani, danes sva partnerja, se srečujeva in ker se bova še veliko let srečevala, bova prijazna en do drugega. Zdaj, najprej moče Metko predstavimo. Metka je oseba, ki je ne želiš srečati. Že 33 let je na zavodu. Kaj je početi z osebo, ki je že 33 let na zavodu, kamor doben noče iti, če se ne da, prej kolega Dejan omenil, da ko je nekdo pač slab v podjetju, ga je treba izvreči, oziroma ga je treba izločiti iz podjetja, vsi ti tudi občasno pridejo potem na zavod, tako da mislim, da bomo imela kar precej materijala za pogovarjati se. Bi pa začel uvodoma z malo predstavitve zavoda. Zdaj, zavod, seveda, po eni strani je inštitucija, kamor res nočemo iti. V zadnjem času mislim, da je že preživel veliko preobrazbo. Delodajalci nam poročajo seveda o veliko pozitivnih aspektih, ki jih doživljajo na zavodu. Seveda bi radi še več kandidatov imeli, ampak po drugi strani je pa zelo dobro, da ni kandidatov. Seveda se pritožujemo tudi nad postopki včasih, nad dolgotrajnostjo, še vedno določeno administracijo, se bomo dotaknili kasneje, tako da vsekakor gre za institucijo, ki slovenski trg pozna, pa bi te uvodoma vprašal, kako ti vidiš slovenski trg dela in kaj je glavni izziv za to leto pa za naslednja leta? Lep pozdrav, najlepša hvala za ta kar prijazen uvod. Jaz sem res 30 let na zavodu. Zavod za zaposlovanje je tudi podjetje. Mi imamo zaposlene in tudi jaz kot in management se trudimo, da imamo motivirane, angažirane, da imamo KPI-je, da spremljamo. Smo tudi kar ena resna firma, od katere se tudi terjajo rezultati. Tako da sem to, da ne boste mislili, da nam v javni upravi je kar luštene. Poleg tega imam vsaki dan za vrat dihajo razne inšpekcije, imamo zakonodajo, ki je tudi za nas kompleksna, ampak mi se ne pritožujemo. Trg dela. Trg dela je v zelo turbulentnem obdobju. Pa tako kot nam je dobro danes, nam ne bo nikoli več. Zato, ker demografija je neizprosna. Nam se delovno razpoložljivo prebivalstvo zmanjšuje. Veliko več oseb delovno aktivnih odhaja z trga dela, kot jih prihaja. To je kriza, ki jo imamo že danes, ker že zdaj delodajalci ne najdejo dovolj kandidatov, ki se brez kakih drugih ukrepov, ne samo naših, ne bo sama reševala. Tako da naši izzivi, Zavod za zaposlovanje je inštitucija, ki je lani praznovala 125 let od prve službe javne v Ljubljani. Se pravi, je produkt ene industrijske revolucije, industrializacije. Mi ne samo, da zagotavljamo
delodajalcem kader, mi smo velikokrat blažilci kriz. Če se samo spomnimo od osamosvojitve izgube trgov, smo blažili veliko brezposelnost. Pa ona kriza 2008, pa poplave, pa energetska, pa kakorkoli, pa zdaj danes spet govorijo o krizi. Tako da država ima eno fino inštitucijo, ki je pripravljena in agilna in hitro vstopi tudi v take naloge. Covid kriza smo pomagali ohraniti veliko število delovnih mest. Tako da tudi to je eno poslanstvo. V zadnjem času, ko imamo nizko brezposelnost, zdaj smo 5. v Evropi, ja, bili smo tudi že na 1. mestu lani septembra, se pa trudimo najti kader za naše delodajalce. Doma, pa v tujini. Ok? Malo reklame, ne? To je pač realnost. Inštitucija, seveda, rekel ste, inštitucija, ki ima ciklične kadre. Omenila si faze kriz, ko pridemo vsi, ali pa pridejo jih veliko Slovencev, potem seveda pride faza, ko ni, pa bi delodajalci radi. Kako misliš, da se bo moral zavod prilagoditi za naslednje 2-3 leta, ali pa če rečemo kar za mandat vlade, čeprav se ni direktno povezave, ampak da dava neko perspektivo 4 let, kaj bo zavod po tvojem moral drugače delati, da bo dobil odjem, pa seveda, recimo, da tudi pozitivne ocene? Jaz mislim, da mi že delamo drugače, da smo že proaktivni za delodajalce. Delodajalci so naši partnerji, za njih tudi zelo skrbimo skozi naše pisarne. Mi veliko delamo na tem, da pomagamo, se pravi, na eni strani delodajalce njihovo ponudbo približati, ne samo brezposelnim, tudi drugim iskalcem, tudi navdušiti šolajočo mladino in tiste, ki se odločajo za šolanje, za deficitarne poklice, tako da povezujemo celo vertikalo, predstavitev poklica, ker včasih mladi niti ne vejo, kakšen poklic danes gleda, imajo ene čisto napačne predstave, kako se potem izobraževanje odvija, kakšne so zaposlitvene možnosti danes in v prihodnosti. Tako da mislim, da smo že kar stopili neko iz tone obdobja in da smo aktivni. Moji sodelavci mi pravijo, da ne umirim konje, da je preveč, ampak mislim, da brez nič ni nič in da mi moramo tudi narediti vse, kar lahko, da svoje poslanstvo pač opravljamo. Seveda ste hiša pravil, ker za vas velja določena zakonodaja. Med nami so tudi kolegi, ki seveda so iz privatnih agencij za zaposlovanje, ki seveda določenih pravil morda ne rabijo, ne da jih rabijo spoštovati, ampak pač nimajo teh državnih pravil, imajo svoje poslovne pravile in ostale zakone, ki veljajo na splošno. Pa bi me zanimalo, trg dela se spreminja, oblike zaposlitve se spreminjajo. Recimo, nekdo danes ponuja ali hibridno delo, ali zaposlitev samo za določen čas, ali tako nesigurne, ali pa tako imenovane negotove oblike zaposlitve. Kako vi kot zavod na človeški plati date ali pa ne date na svet iskalcev zaposlitve, morda je pa to vseeno nekaj, ker moraš začeti, pa če tudi ni izobrazbe, pa če tudi ni tista prva želja, ker meni osebno je ta priložnost, ki jo človek dobi, jo imaš in je nimaš. In če jo nimaš, potem seveda nimaš, se možeš pokazati, če jo imaš, imaš možnost se dokazati. Seveda vemo pa, da so določeni delodajalci, bodimo tudi iskreni, nažalost malo preveč oportuni, bomo mil v tem delu, ko pač ne grejo vedno za najbolj poštenimi nameni v iskanje zaposlitev. Kako vi presojate, kdaj enega od 46 tisočih, ki so danes na zavodu za brezposelne, poslati na delo? Da ocenimo njegove sposobnosti, njegove izkušnje, njegove motivacijo, njegove kompetence. Danes so kompetence tiste, ki so ključne v trgu dela, to smo danes že slišali, se mi zdi. V bistvu je tako, ti si tudi omenil neformalne in druge oblike. Mi se vemo, da vsaka izkušnja šteje, če jo prepoznaš. Zato si mi tudi želimo biti bolj aktivni pri študentskem delu, pa vem, da to marsikomu tukaj ni všeč, ampak tudi mladina včasih rabi malo tudi postu do trajne zaposlitve, ker pri nas je pa še vedno to, da kar si pa prizadevamo, pa je, da so zaposlitve trajnejše. Pri nas dobro poznate, jutri imate delovni oder, a ne? Pri nas imamo še vedno, kaj bi morala biti tipična delovno razmerje. Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Vse ostalo so izjeme. No, ampak
seveda se tukaj na trgu dela dogaja marsikaj, mi si prizadevamo za trajnostne, za zakonite, zakaj? Tudi z vidika socialne varnosti je to izjemnega pomena, ker mi sami vemo, eno so davki, drugo so prispevki, ki jih plačujemo za koga, za našo socialno varnost. Mislim, da si ti tudi v vrhovih dveh blagajn, ki sta odvisni tudi od prilivov. Moja penzija, ki se mi nasmiha čez ne vem koliko let, bo tudi odvisna od aktivnih. Seveda, kaj je pomembno? Tudi da mladi, kot je kolegica prej rekla, si želijo varnosti, trajnosti. Trajne zaposlitve si moramo prizadevati, pa če nam je všeč ali pa ne. Ker to je tako naša država, na tem temelji naš sistem socialne varnosti, naša družba, naš razvoj, naš standard. Vem, da se tukaj se pa verjetno ne bova strinjala. Vidva se bova strinjala, ker sva približno podobnih let, ampak mislim pa, da danes 20-30 letniki se pa vrto ne bi strinjala z nama in presoja nas staršev, kaj je varno primerjavi z nekom, ki je 20 let, ki je končal neko izobrazbo, po 25 let je vrto drugačna. In moje mnenje je, da dokler je legalno, potem je vredno poskusiti. Zdaj, če ni varno v tem, da boš, tako kot si ti 33 let v isti službi. Ja, tako piše na LinkedInu. Sem vzel tam podatek, tako da je javen, potem, ko se sprijateljiš na tej ravni. Skratka, delodajalci zagovarjamo, da obstajajo različne oblike dela, ki imajo seveda različno vrednost in pomen na trgu dela. Seveda še vedno je veliko, 80% plus je zaposlitev za nedoločen čas. In zadnjič je bilo, mislim, da na radiju je vprašanje, kaj bi morali delodajalci narediti, da bi bilo pri mladih več zaposlitev za nedoločen čas. Zdaj, če ni preveč medijev, bom rekel, vsak mlad, ki ima ambicije, bo dobil pogodbo za nedoločen čas, skoraj da takoj. Zdaj, kakšne mlade pa starši ustvarjamo, kakšne mlade se, kje so ambicije, kje so tiste motivatorji, kje so zagnanosti, kje so volje, kje so želje po dokazovanju, je pa nekaj, kar seveda kot družba ustvarjamo. Zato tukaj mislim, in verjamem, da imate tudi vi veliko težav, ker seveda na zavod prideš kot prvi iskalec zaposlitve in potem, ko si enkrat izgubil zaposlitev. Zdaj, izgubiš jo lahko, če je prijetno, zato ker si poslovni presežek, lahko je stečaj, lahko je krivda odpoved, lahko je karkoli, iskalec zaposlitve. Kako se vi soočate tukaj s temi osebnimi zgodbami in da tudi ne nosite preveč dela domov, ker mislite, da v kadrovskih službah kolegi imajo veliko takih situacij, ko je treba tudi socialen, pa hkrati bi rad pomagal, vendar nimaš vseh zgodov. Ja, mi pač z osebami začnemo, ko pridejo k nam in začnemo gledati s njimi čim prej narediti zaposlitveni načrt, ugotoviti, kje so njihove ovire, če so ready to job, jih začnemo posredovati. Če ugotovimo, da se nekdo izmika, kar sem rekel prej se bo zgodilo, ker pri nas se zahteva aktivnost, potem gremo tudi ukrepati proti temu, drugače pa, če ima pa ovire, pa jih gremo odpravljati. Moram pa povedati, da pri nas je večina naših brezposelnih vseeno prihaja od vas delodajalcev. Jaz jih še nisem rodila 40 000, pa moji kolegice tudi ne. Tako da več ali manj dobivamo tudi osebe, ki so iztrošene, ki so nekje tudi ranjene, čustveno in drugače, se marsikaj v življenju dogaja. Tako da mi smo pa seveda ljudje in moramo skupaj spraviti tega človeka, da bo spet čim prej prišel na trg dela. To delamo skupaj z našimi strokovnjaki na zavodu, skozi naše postopke, z zunanjimi, z sodelovanjem z centri socialno delo in z drugimi, ker sami ne moramo vseh stvari pravzaprav urediti. To je naš hendikep primerjavi z agencijami, ki se ukvarjajo z smetano. Mi pač gledamo tudi za osebe, ki so bolj oddaljene od trga dela in se njim posvečamo in tudi njim so namenjeni naši programi aktivne politike zaposlovanja. Še vedno pa, na primer, ogromno ljudi zaposlimo z naših vrst. Lansko leto 40 000 oseb, ki je bilo v evidenci brezposelnih, se je zaposlilo. Jaz sem bila tudi prijavljena na zavodu za zaposlovanje 6 mesecev, pa se nijam za ne vem kako blazno nesposobno, čeprav mogoče kdo to misli, ampak dobro, do zdaj sem še prigurala, da se vem. Tako da hočem povedati, da ljudje so zelo različni in mi jih individualno in holistično obravnavamo in jih probamo čim prej spraviti nazaj na trg dela, kar pa ni enostavno, ker res ljudje imajo zelo velike težave, sploh tudi mladi. Mladi so tudi, tako kot si rekel, eno je iz doma, drugo je iz socialnih okolij, drugo je zašolanost, tretje je marsikaj, tudi zdravstvene sposobnosti naše mlade generacije pešajo, pismenost, po nekih kazalcih zelo nazadujemo kot družba, tako da to nas skrbi.
Imam dve teme, ki bi jih v teh 10 minutah še rad obdelal. Ena je zagotovo ta aktivna politika zaposlovanja, ki sem omenila. Kdo od prisotnih je v zadnjem letu zaposlil brezposelno osebo na podlagi nekega aktivnega programa oziroma politike zaposlovanja? Par oseb je, se upam, kdo podeliti iz katerega programa oziroma iz katerega področja, na kakšen način ste to naredili. Ker meni je ključno vprašanje, ja, država financira, državljani in podjetja financiramo Zavod za zaposlovanje, da skrbi, da bi vsak, ki želi delati, pa je sposoben delati delal. In seveda, ko potem pridemo do teh mismatchov. Zdaj, kako kreirati take programe, kjer bi res delodajalci, in tukaj vidimo mi največji izziv, da bi bil to tailor-made za nas napisani, ker ni več birokracije, kot je učinka od tega, ker postopki niso veliko, da čakaš 3 mesece, ker zaposlitev je danes in bi rad čez 1 teden ali pa 10 dni realiziral, če je le možno. Zdaj, a vidiš tukaj, kjer bi lahko Sloveniji napredovali na tem področju, ker jaz mislim, da delodajalci bi še vedno zaposlovali brezposelne osebe želijo delati, vendar se ne zgodijo te transakcije v taki številki, kot mislim, da bi se lahko. Ne, se strinjam s tabo, ker pred kratkim smo imeli OECD evalvacijo naših programov usposabljanja, pa tudi naših spodbud. Moram povedati, da so programi učinkoviti, pripomorejo k zaposlovanju, celo k trajnejšemu zaposlovanju, tudi pozitivni premikom glede socialnega stanja, glede zdravja ljudi, tako naprej, so učinkoviti. Kaj pa jim manjka? Manjka jim še mogoče bolj precizno targetiranje, tako glede potreb delodajalcev, kot tudi specifičnih potreb posameznih oseb. In pa jaz mislim, da je treba absolutno veliko več investirati v skillse, v veščine. Mi imamo tudi že kar dobro uvid v neke prihodnosti, delamo platformo trga dela, to moram omeniti, to bo eno orodje, ki bo dalo eno uvid v kompetencah prihodnosti, danes govorimo o digitalnih in drugih, tako da mi tudi delamo elektronsko platformo, kjer se bo lahko enostavneje, kot se voziti na neke tečaje, olajšujemo. Mislim, da bo treba res veliko, če bomo hoteli biti konkurenčni in če bomo hoteli svojo delovno silo aktivirati, bo treba veliko vlagati v veščine. Ne kot še lepo so brezposelni, ampak že prej, skoraj od vrtca naprej. Tako da jaz bi dala več poudarka v aktivni politiki zaposlovanja na tailor-made programe, na razvoj mikrodokazil. To je tudi pomembno, prej je rekla prejšnji panel, da diplome niso več tako važne. Naš izobraževalni sistem je bil idealen, da bi razvijal programe mikrodokazil, ker so za to usposobljeni, oni znajo učiti. Učni proces tudi ni tak, da boš formatiral človeka, rabi čas. Ne moreš ga v 3 dneh naučiti nekaj. Smo pa starejši, imamo malo bolj trde možgane, vemo, in rabimo tudi ene posebne pristope, da se nekaj novega naučimo. Jaz se francoščino učim že 9 mesecev, pa sem na 94 stopnji, pa ne znam skoraj nič. Tako da ni tako enostavno se učiti novih stvari. Te bom odpeljal, ti si šla za Francijo, jaz te bom pa v tujino odpeljal. Mogoče bo tudi kakšnega francoskega delavca pripeljali v Slovenijo, ampak slovenski delodajalci, 160,000, mislim, da tujcev danes v Sloveniji, ki so na delovnih dovoljenjih oziroma zaposleni v Sloveniji. Zdaj, na splošno je percepcija, da na zavodu reče, govori se, da na zavodu ne marate tujcev. Ne drži. Ne drži, ok. Zakaj postopki, zdaj imamo 2 vrste tujcev. Jaz sem enkrat razvil tezo, da se Bosna, Srbija, to, kar je naša bivša država, to niso pravi tujci, to so pač naši stari prijatelji, s katerimi smo včasih skupaj živeli, imamo podobne ozadje kultur, se približno razumemo, vsak pa nekega sorodnika in tukaj so tudi delodajalci bistveno drugače po integracijo teh posameznikov naredili in sami so si poskrbeli za integracijo in vključenje. Seveda pred parimi leti smo pa začeli z uvozom delovne sile pa z prihodom tujcev, ki so pa po več tisoč kilometrov oddaljeni, ki ne morajo početi enkrat na leto domov, ki prihajajo v posebno drugo klimatsko okolje, kulturno okolje, delovno-pravno okolje. Zdaj, in ti postopki so z našega stališča enostavno predolgi. Zdaj, najprej, a obstaja šansa, da se skrajšajo? Kaj bi se moralo zgoditi, da se skrajšajo in kje misliš, da lahko zavod tukaj naredi res koristno vlogo, pa potem počasi še pritisne mojim številkam, da nam ne bo zmanjkalo časa? Najprej bom povedala, da mi
ni res, da ne maramo tujcev, ker glede na trg dela, demografijo in vse, kar kadra ni, mi vemo, da smo tujcev odvisni. In jaz mislim, da smo mi kot zavod tu zelo proaktivni pri zagotavljanju tudi tuje delovne sile. Nam je ključno, da so migracije fair, pravične, da se spoštuje delovna pravna zakonodaja. In zato imamo tudi ogromno aktivnosti življenja in dela v Sloveniji, ker gremo v tujo državo, razlagamo, informiramo, povezujemo z našimi delodajalci. Imamo infotočko, to je senalna kolegica, pomagamo tujcem, pomagamo tudi delodajalcem. Postopki so pa postopki. Mi imamo sistem enotnih dovoljenj. Veš to, da je to not vključenih kar neki. Od konzulata, ker gre za prste odtise pa vloge, upravne enote, zavodci, soglasodajalec, imamo 2 sporazuma o zaposlovanju, ker pač Srbijo pa z Bosno so olajšali ti postopki in bolj omogočajo. Tam, kjer gre iz oddaljenih držav, je pač treba peljati skozi proceduro in pridobiti enotno dovoljenje in mi na Zavodu za zaposlovanje preverimo in delodajalca in zaposlitvene potrebe včasih, če se nam zdi, da je pri kakem delodajalcu res taka paleta različnih delovnih mest, da bi že to lahko mogoče bila kakšna agencija, ki pa ni v ustreznem registru. Tako da pač mi si ne želimo, da smo vsak dan na televiziji glede kršitev pravic delavcev, kar nažalost dostikrat tudi je res. Tukaj bi samo uskočil, ki se omenja agencije. Zdaj, fair, pravično, seveda so vse pridevniki, ki jih in etika od zadaj so različna. Yes. In absolutno ne zagovarjam tistih, ki so neetični, ki res imajo samo takrat kročen dobiček, ki nimajo te trajnosti. Zdaj, kje pa ta presoja, je seveda veliko vprašanje za vse skupaj nas in mi delodajalci absolutno vsakemu svetujemo, delaj z kredibilnim partnerjem. Ti delodajalci razen par velikih ne morejo danes 5000 km se stran odpeljati, izpeljati postopkov, vedeti, kakšni so tam običaji, kakšni so tam pravila za rekrutacijo in pa za prihod ljudi. Tako da zakaj po tvojem mnenju še v Sloveniji agencije za zaposlovanje ne smejo zaposlovati tujcev? To praviš politika. Jaz pa mislim, da je prav, da to poteka preko javnih služb. Jaz bom to vedno zagovarjala, government to government princip, ker mi smo res zavezani strogo zakonodaji, spoštovanju ILO standardov, AM standardov in vsega tega. Dostikrat mi tudi slišimo, koliko delavci plačajo, da pridejo v Slovenijo. Tam so eni posredniki, predvsem gre za res podaljene države, Indija, Bangladeš, Nepal in tako naprej, ko slišimo zgodbe, kako so prišli, to neverjetno si noben ne želi za svojega otroka, pa niti za koga od sosedov, da na tak način pride. Tako da jaz mislim, da zakaj misliš, da smo mi šli predsedovati svetovni mreži Zavoda za zaposlovanje? Zato, da odpiramo vrata, da odpiramo sodelovanje z tujimi inštitucijami, da spostavljamo confidence, pravi zaupanje, da spoznamo njihov trg dela, da odpiramo te poti. Zakaj? Da pridejo varno, regulirano, da vemo kam, da se tudi vejo kam obrniti, če jim kaj gre narobe in da se za njih poskrbi, ker to v bistvu nam žaga vejo, če se tega ne držimo. Bova približno Dunajske šole, pa smo držali časa, še imam minuto pa pol, pa bi se tudi na tem mestu dotaknil tistih 3 številke. 1240, 1050, pa 850. Ampak kdo kakvo idejo, kaj bi to lahko bilo? To je naša bodočnost. Danes je, sem 3 nule, dodajte še zraven, 1240 tisoč Slovencev, starih državljanov, prebivalcev Republike Slovenije, starih med 20 in 64 let. Leta 2060, midva več tega ne bova rabila takrat, razen v kakšnem domu, ob kakšni kavici, če bova dobila debatirati, ampak mogoče kdo od vas bo še 2060. leta kadroval, bo v Sloveniji v starostni skupini 20 do 64 po osnovnem scenariju samo še 1.040 tisoč prebivalcev. Če ne bo prirasta Slovenijo, bo to številka samo 850 tisoč. To je 1/3 manj, kot je danes zaposlenih v Sloveniji. Polovico, če bo recimo, da bo javni sektor še atraktiven, pa da bo isto številko, pa da bo 200 tisoč, pomeni od tistih preostanek po 800 tisoč, ki jih danes dela v zasebnih družbah, jih bo delalo samo še 400 tisoč. Lahko da bi delali roboti, lahko da bo teh 400 tisoč delalo po neki hudi produktivnosti, pa bomo potem uživali vsi skupaj usluge in lepoto te države. To je ključno vprašanje. In da mi pridemo iz 850 tisoč na 1.040.000, rabimo stabilno preselitev. Po enih projekcijah je to 7 do 10 tisoč
tujcev na leto neto. In pomeni, če govorimo, da je Bosna, Hrvaška, ko je Srbija izpraznjena, potem nažalost mimo tujih dalekih držav ne bomo mogli iti. Zato je, mislim, skupna odgovornost vseh nas, ki sedimo tukaj, da se ne bomo rabili fajtati za tistih 840 tisoč ljudi, da bomo imeli vsej 1,50 tisoč ljudi, ker če ne, nam bo trda predla vsem skupaj in bo to res ena puščava ratala, ker bo samo še veliko gozda rastla, ne bo več prebivalcev, ki bi lahko aktivno delali. Tako da... S tem sta začela, kot glavni problem trga dela. Tako je. Ja. Zdaj me pogrebam. Ja. Hvala lepa, če še kakšno hitro vprašanje, mogoče mi bojo organizatorji dovolili podaljšati, tako da so še tukaj vljudna, če ne pa. Imamo vprašanje. Glede na to, da vsako leto izgubimo več tisoč delovno aktivnih oseb zaradi upokojitev, kateri je tisti en ukrep, ki bo dejansko povečal bazen delovne sile v naslednjih 2 letih, ne le v teoriji? Aktivacija vsega razpoložljivega domačega prebivalstva, hitrejši vstop mladih na trg dela, daljše ostajanje starejših, olajšano priseljevanje, pametno in strateško priseljevanje iz tujine. Gremo danes po noči otroke delati. Jaz ne vem,